Josip Ribičič, mladinski pisatelj, dramatik in učitelj, je pred skoraj 100 leti prvič objavil zgodbe v knjigi Kokošji rod. Na Blejskem gradu so predstavili prvi ponatis, ki je izšel pri založbi Vida. Gre za izjemno knjižno delo, za katero je ilustracije ustvarila Ejti Štih. Pobuda prišla s strani Ejti Štih in lahko rečem, da je to prav posebna čast, da po skoraj 100 letih tak predstavitveni dogodek gosti Blejski grad. Vnuka velikega mladinskega pisatelja Mišo in Ciril Ribičič sta bila pobudnika ponovne izdaje knjige. Na žalost je njena vsebina aktualna tudi danes. Danes, kot sem primerjal leto 2014, ko sem to knjigo bral, in zdaj leto 2022 sem videl, da se v svetu, recimo s Trumpom in tako naprej, da se stvari zelo slabšajo. Kot geolog to dobro vem, kaj se dogaja z temi vremenskimi, klimatskimi spremembami. In ravno zaradi tega sem rekel, da škoda, kaj se to dogaja, ker to je pač posledica našega odnosa do zemlje. In je zelo zanimivo, da zgodbe od dedka so aktualno ravno zaradi tega zelo še bolj kot pa mogoče v tistih časih takrat. On je dejansko imel takrat je bil čas fašizma. Fašizem se je začel v Italiji dvigati, tukaj pa že težko rečemo, dejansko se dogajajo podobne stvari, kot so se takrat dogajale. In nekako gre, bi rekel, v svetu ta življenje gor, dol in zdaj spet gremo dol, se mi zdi. Josip Ribičič je za otroke in mladino napisal številne zabavne in hudomušne zgodbe. Zgodbe v Kokošjem rodu, namenjene mladim in starim v poduk in zabavo, kot jih je podnaslovil, so zelo drugačne. Če beremo vse njegove otroške in druge zgodbe, vse so take šegave, humoristične, ta je pa res izjema. Ta in pa še ena knjiga Zavratne pošasti, ki je tudi takrat pisal tistega leta, ampak mogoče leto gor dol, to se zdaj ne spomnim, ki je Božidar Jakac je lesores ilustriral. Te dve izredno odstopata od tega njegovega značaja. In dejansko je hotel čim bolj realno svet opisati. Prva in nova izdaja Kokošjega rodu si po obliki ne bi mogli biti bolj različni. Zdaj, na prvi pogled je razlika zelo velika, in velika je zlasti zaradi ilustracij Ejti Štih. Te ilustracije so res za mene res neko pozitivno presenečenje, zato ker je slikarka uspela na živalih pokazati, kjer so bistveni problemi človeštva. Ob tem pa je znala vsako posebej, vsakega petelina, vsako kokoš posebej opisati tako, da je kar naenkrat dobil človeške značilnosti, da se je videl, ali je zadovoljen, ali ni zadovoljen, ali je uspešen, ali ni uspešen, ali je togoten, ali je nasmejan in tako dalje. Medtem, ko gledamo besedilo, pa te razlike praktično ni. Besedilo je isto, kot je bilo pred 100 leti. Napisano je bilo v enem bolj temnem obdobju, neposredno v času po požigu kulturnega doma v Trstu, in on je takrat ustvarjal v Trstu, je bil učitelj in ravnatelj slovenske osnovne šole. No in tukaj pa ni nobenih vsebinskih posegov. V besedilo ni bilo noben poseg narejen, pa kljub temu se bere to besedilo, kot da je bilo napisano zdaj. Skratka, po 100 letih človeški rod ni toliko napredoval, kot bi pričakovali, ker je marsikaj od teh ključnih problemov ostalo popolnoma enakih. Za slikarko Ejti Štih, ki so jo dediči Josipa Ribičiča povabili k sodelovanju, so bile ilustracije velik izziv. Zato, ker niso ljudje, ampak so petelini in v bistvu so ljudje. Po eni strani to je bila težka naloga,
Druga je bila pa ta, da te zgodbe niso prav vesele, one niso pozitivne, one ne vplivajo nobenega upanja in te moje divje barve se mi je prvo zdelo, da mogoče to ne bo šlo skupaj. Ampak knjiga pravzaprav mora biti nekaj, kar te povabi, mora biti nekaj atraktivnega. Tako da se mi zdi, da ta odločitev, da so ene štorije bolj plave, ene bolj zelene, ene bolj rdeče, ene črno-bele, ker so tudi kure črno-bele in petelini, mislim, da je bila prava odločitev. In knjiga, mislim, da je res lepa. No, tako da sem zelo zadovoljen s tem, kar se je zgodilo s temi mojimi slikami, s tako malo potrpljenja narejenimi. V knjigi, ki je pravkar izšla, je objavljenih 7 zgodb na 107 straneh s spremno besedo Slavka Pregla. Izšla je v 1000 izvodih v trdi vezavi, uredila jo je Valentina Smej Novak. Ta knjiga je šla 99 let nazaj prvič v slovenskem jeziku, vendar ne v Sloveniji, od področju Gorice v današnji Italiji in je tokrat doživela svojo prvo slovensko izdajo. Dediči pisatelja Josipa Ribičiča, se pravi dr. Mišo Ribičič in dr. Cilj Ribičič, sta veliko ljubezni jo poskrbela za to, da se je ta tekst ponovno prepoznal, našel, se povezala tudi s slikarko Ejti Štih in potem res po spletu srečnih naključij so se nekako naše poti križale in mi smo bili zelo počaščeni, da dobimo tako veliko delo klasika slovenske mladinske literature. Veseli smo bili, da smo se imeli priložnost tudi povezati tudi z dobro tehnično izvedbo, da je nastal nenazadnje lep produkt. Knjige danes beremo seveda z očmi, z mislimi, radi jih pa tudi vzamemo v roke in sploh, če so slike take, kot imamo tu avtorska dela slikarke Ejti Štih, da so potem reproducirane tako, da nastane, Angleži temu rečejo coffee table knjige, se pravi knjige, ki jih imamo doma, vsak dan znova odpremo, kot če bi si na steno postavili neke lepe izvirne slikarije. Skrbni dediči, izjemna umetnica in preverjeni ustvarjalci knjižnih projektov. Vse to se je zložilo v resnično izjemen ponatis kokošjega rodu.